Seveda obstajajo številne razlike med moškimi in ženskami, še več je potrebno biti pozoren, kakšne so razlike med različnimi ženskimi in moškimi. Se pravi, ne moremo nasplošno posploševati, da so te razlike, moški so tak, ženske so tak, oziroma ali so si pa res tako različni. Tako, vsakič, ko opredeljujemo spolni odgovor, vsakič pristopamo temu, da vprašamo se, kakšne so naše želje, kakšne so naše fantazije, kakšen je naš interes, preden sploh pristopimo spolnosti. Se pravi, potrebna je tudi adekvatna stimulacija, da bi se pojavile senzacije v genitalijah, prav tako negenitalne senzacije, saj vemo, da se spolnost dogaja v možganih, tako pri ženskah imamo genitalni odziv, prav tako odziv vzburjenja v možganih. Ali to nama povzroča interes, da bi prišli do zadovoljstva? Kaj pa po spolnem odnosu? A smo zaradi tega relaksirani, zaradi izločanja oksitocina? A se počutimo zadovoljni? Ali pa mogoče si želimo še več? Prav napačno je razmišljanje, da spolnosti se lahko udeležujejo samo mladi, zdravi in lepi. Vemo, da spolnost je za vse, prav tako tudi povzroča probleme. Kaj si želimo, ko iščemo partnerja? Saj vemo, da so možne različne variante. Kratkotrajno vezo, brez obveznosti, eno noč, samo spolni odnos. Resno dolgotrajno zvezo, kot monogamni spolni odnos, ki nam omogoča tudi socialno in emocionalno podporo. Ali pa različne variante danes, ki so možne in se dogajajo, kot je neobvezno, temu rečemo, druženje, poskusne dobe v zvezi, ko se nudi spolnost brez in ugodnost brez obvezanja in postavitev mej. To je hooking up, friends with benefits, booty call, vse tisto, kar se lahko. Ali pa si popestrimo naše spolno življenje tudi ko smo poročeni, ali smo v dolgotrajni monogamni zvezi preko swingerstva. Ali pa imamo različne drugačne modele orientacije LGBTQ, ko lahko vsak poišče svojo varianto. Se pravi, vse tisto, kaj se dogaja oziroma kaj obstaja, je možno in te različne variante so sprejemljive. Pomembne so tudi razlike v partnerstvu, majhne osebne dnevne razlike, razlike v procesu skupnega življenja. Vsi smo naučeni različnega načina komuniciranja, kako izkoriščamo čas v službi oziroma prosti čas, razlike v spolu in spolnosti. Tako vemo, da spolnost vpliva na relacijski odnos, prav tako obratno, in čim boljša je naša zadovoljiva spolnost, tem več je zadovoljstvo v partnerski zvezi. Če rečemo, da spolnost v zvezi ni pomembna, potem vemo, da temu ni tako, saj predstavlja pomemben del partnerske zveze. Ko svetujemo parom, potrebno je, da pristopimo in pomognemo, da premagajo razlike in da so dober par. Predvsem jim svetujemo resnično komunikacijo, kako da poteka njihov pogovor oziroma verbalna komunikacija, neverbalna komunikacija in da tisto, kar je rečeno, šteje, vendar še bolj šteje obnašanje oziroma resnično dejanje. Tako so pomembne skupne emocije za pravo intimnost in pogajanje. Se pravi, na začetku je treba postaviti meje oziroma opredeliti razlike, a na koncu pa ne obljubljati preveč. Intimnost je pomembna zato, da si lahko svoj in biti sprejet kot takšen, dati možnost izražati resnična čustva in izkušenja, biti razvijajoči oziroma izraziti neko kritično empatijo, se pravi postaviti se v kožo drugega. Prav tako je pomembno telesnost in čutnost in čas in mesto, se pravi upočasnitev in tempo. Zadnje čase se zelo veliko govori o procesu diferenciacije, kar pomeni, da vsak spolni partner je za sebe diferenciran, se pravi, da se ne zlivajo, da niso skozi skupaj, da niso skozi kot eno, ker to, če predolgo traje in partner kot takšen ni diferenciran, to preveč tega zlivanja oziroma fuzije doprinese temu, da se spolna želja zgubi oziroma partnerja nimamo več za spolno poželjivega oziroma imamo čustva proti njemu počasi kot sorodniku.
Se pravi, v spolnosti, da se tale spolna želja ustraja, nujno je potrebno, da partnerji izražajo svoje čustva, želje, se diferencirajo in da več pristopajo temu kot jaz in ni vsakič kot midva. Se pravi, jaz je različno kot midva in na tem je treba ustrajati. Se pravi, obdržati svoje neke posebne hobije, posebne želje, ni nujno, da ves prosti čas sta partnerji skupaj, skozi in en drugega ubogata, ker potem zgubi se spolna vloga moškega in ženskega, zgubi se ta moč privlačnosti, tako da diferenciacija med partnerjema je zelo pomembna, še posebej zaradi spolne želje. Kot smo rekli, spolne disfunkcije so lahko telesne, psihične in kombinirane. In ni nujno, da je to disfunkcija. Lahko v začetku samo ena težava, lahko je samo motnja, ki traja določen čas. Disfunkcija je šele na to, ko dolgo traja in to nam povzroča tesnobo oziroma stres. Te primer iz prakse vedno rada kažem, ene so iz moje ambulante, ene so iz literature. Se pravi, različne možnosti, ki se dogajajo v spolnosti, različne težave, lahko vplivajo na relacijski odnos in obratno. Tako, na primer, dokazano je, da sovražnost do partnerke lahko povzroči prematurno ejakulacijo. Danes bomo predvsem govorili o različni želji po pogostosti spolnosti oziroma načinu spolnosti, ki ga dva doživljata, ko ni samo spolni problem, temveč tudi relacijski problem. Se pravi, v spolnosti ženske bolj poudarka dajo na sam relacijski odnos, moški večinoma na spolnost. Se pravi, eno z drugim mora biti usklajeno, da bi funkcioniralo. Tako ljudje mislijo, da to je mit, da v spolnosti moramo biti združeni, se pravi kot eno, da se to najde čisto tako momentalno, naenkrat nastane, da se ne da naučiti, da spolnost je spontana in lahko nastane. Saj vemo, da spolnost, da bi bila ta prava, zrela spolnost, mora utrpeti ta proces diferenciacije obeh partnerjev, mora biti zaželjena, da bi trajala, treba se je potruditi. Lahko se nauči, je komplicirana in ponavadi je zaželjeno, da je spolnost planirana. Se pravi, spontano se redko dogaja. Še enkrat gremo skozi vse elemente spolne želje. Spolna želja, smo kot rekli, je lahko spontana ali izzvana, še posebej za ženske, ali pa spolne želje sploh nimamo. To je diagnoza, ko se reče pomanjkanje spolne želje. Kaj pa glede vzburjanja? Vzburjanje je lahko genitalna vazokongestija, predvsem pri ženskah, to je kot vlaženje, pri moških se vidi kot erekcija. Pomembno je napomeniti, da pri ženskih genitalna vazokongestija oziroma vlaženje nastane refleksno, se pravi, tudi brez da si ženska tega želi. Primer je, če gre za posilstvo. Vsakič, ko je posilstvo, ženska vemo, da si tega ne želi, to je nasilni čin, vendar narava je pripomogla temu, da zaščiti telo oziroma pripomore temu, da ne nastane poškodba, da omogoča, da kri pride v ženske polove organe in nastopi vlaženje. Se pravi, ta genitalna vazokongestija se zgodi ne glede na naše poželjenje. Drugo pa je subjektivno vzburjenje, se pravi, to so čustva za moške in za ženske, ki se dogajajo na zavedni in nezavedni ravni v možganih, torej amigdala. Se pravi, vsi tisti amigdala, senzorični talamus, hipokampus, prejšnje memorije, izkušnje prinesejo do tega, da pride do genitalnega vlaženja oziroma vzburjenja in da pride do subjektivnega vzburjenja. Se pravi, stimulus je lahko emocionalni, lahko je fizični z božanjem. Vsakič vemo, da se spolnost dogaja v možganih. Tako se postavlja tudi vprašanje, kaj pa, če ženska ne reagira na vzburjenje, a je res temu tako, da je spodaj nekaj mrtvo. Dokazano je, da če ta stimulus ugaja oziroma traja dovolj dolgo, vsakič je možno, da pride do vzburjenja. Se pravi, nekaj takega kot razen, če niso živci tako poškodovani oziroma da je prekinjena ta povezava med možgani in perifernimi
živci oziroma z genitalijami. Tako orgazem ženske ponavadi doživljajo lahko s primarnim partnerjem, 30% lahko doživljajo samo z masturbacijo, nekaj procentov pa tudi nikoli ne doživijo orgazma. Zakaj je temu tako? Še vedno se razpravlja v znanosti o ženskem vzburjenju, ampak če ženska dovolj pozna svoje telo, ponavadi je sposobna naučiti se tega, da ima orgazem, lahko tudi z masturbacijo. Saj vemo, da vaginalni orgazem in klitorisni orgazem ne obstajata, to je eno te isto. Učenje Freuda, ki zdaj glede na anatomske in fiziološke osnove vemo, da temu ni tako. Se pravi, orgazem je en, ne glede na to, kaj se dogaja. Kaj ima vpliv na spolno željo? Lahko vpliv na spolno željo imajo hormonski dejavniki, primer preveliko oziroma premajhno delovanje ščitnice, manjak estrogenov, testosterona. Lahko je kemično neravnovesje, se pravi manjak dopamina, preveč serotonina. Lahko vplivajo kronične bolezni, kot je ishemična bolezen srca, nevrološke bolezni, kot je sladkorna bolezen, multipla skleroza, nevromišične distrofije, poškodbe hrbtenice ali perifernih živcev. Lahko na spolno željo vpliva temu, da nam ni ugodno, da bi se sploh prepustili, primer, če je urinska inkontinenca ali po neki veliki operaciji v genitalni regiji ali recimo, če imamo močen artritis, ki nam povzroča bolečine. Na spolno željo prav tako vplivajo zdravila, kot so benzodiazepini, antidepresivi, antikolinergiki in antihistaminiki. Tudi psihični dejavniki vplivajo na našo spolno željo, predvsem anksioznost, depresija, nesprejemanje lastnega telesa, v smislu, da vedno mislimo, da smo predebeli, presuhi, nekaj nam manjka, ta del nam je prevelik, drugi nam je premal, imamo celulitis ali pa akutni ali kronični stres. Tukaj v tem delu bi predvsem izpostavila delovanje antidepresivov in sicer antidepresivov iz skupine, ki blokirajo prevzemanje serotonina, ki povzročajo, da se koncentracija serotonina v telesu poveča, kar vpliva pozitivno na depresijo, da se izboljša, vendar negativno vplivajo na spolno željo, pri moških privedejo do podaljšane ejakulacije, celo nezmožnost za ejakulacijo, pri enih se pojavlja tudi nezmožnost erekcije. Primeri iz prakse. Vemo, da za ženske ne vpliva samo estrogen, vpliva tudi testosteron. Tako, če izpostavim en primer iz prakse, da ženska, ki je stara 35 let in je na terapiji z mešanimi oralnimi kontraceptivi, se pravi estrogen in progesteron. Vemo, da progesteron preko svojega delovanja oziroma preko metabolizma privede do tega, da se zmanjša tudi koncentracija testosterona. Tako da določene ženske, ki so na terapiji z hormonskimi tabletami, prav opisujejo tole pomanjkanje spolne želje. Ali pa recimo adolescentka, ki je stara 18 let in je na terapiji z spironolaktonom zaradi povečanega hirzutizma, se pravi povečane dlakavosti, in je zaradi akne na terapiji z aktivno obliko vitamina A. Tudi tukaj se lahko pojavi pomanjkanje spolne želje, ker oba zdravila lahko vplivajo in privedejo do zmanjšanja koncentracije testosterona. In testosteron je pomemben za spolno željo oziroma za spolno funkcijo, ne samo za moške, prav tako tudi za ženske. Kaj pa je rešitev oziroma kaj je terapija pri pomanjkanju spolne želje? Najbolj pomembna je stimulacija. Se pravi, še posebej za starostjo, potrebno je naučiti oziroma opozoriti partnerja, da nas stimulira na način, ki nama ustreza. Moški so večinoma vizualna bitja, lahko pa tudi reagirajo na dotik oziroma na božanje. Vse dolgotrajna stimulacija, se pravi predigra, ki dolgo traja, lahko povzroči, da nastane vzburjenje, obenem tudi spolna želja. Lahko se obrnete na seksologa, ki priporoča različne vaje za doma, predvsem to je vaja Senzate Focus, bom potem pokazala, vaje za izboljšanje erekcije oziroma vaje za spoznavanje lastnega telesa. Predvsem tukaj se
zadnje čase še več govori o čuječnosti, se pravi učimo kliente, da v času, ko se dogaja spolnost oziroma ko so v spolnem odnosu s partnerjem, da so pozorni na svoje čustva tukaj in zdaj, da ugodijo sebi, lahko da se ne preveč brigajo za partnera, lahko so tudi sami za sebe samozadostni, da bi prišli do zadovoljstva. Seveda, če je organski vzrok pomanjkanje, potem jih napotimo endokrinologu, ki jim prepiše različne estrogene oziroma testosteron, ki vsakič mora biti doziran oziroma uporabljen strani moškega pod kontrolo zdravnika. Obstajajo tudi različni preparati, ki imajo podobno delovanje kot testosteron, to so tibolon, prasteron, dihidroepiandrosteron, vendar ta zdravila niso odobrena pri nas. Sildenafil lahko se uporablja kot pomoč ženskam na terapiji z antidepresivi, predvsem z namenom, da se poveča spolno vzburjanje. Se pravi, ali res Viagra, sildenafil pomaga ženskam za vzburjanje oziroma spolno željo. Prav tako je dokazano, da ne vsi antidepresivi delujejo enako na spolno željo. Eni delujejo bolj negativno, eni manj, in zato vedno v sodelovanju s psihiatrom se priporoča, da se antidepresivi zamenjajo, se pravi, se predpišejo antidepresivi, ki delujejo spolno nevtralno, ali se doda bupropion, ki ima vlogo, da poveča spolno željo. Vemo, da ženskam se lahko predpiše plibanserin kot ženska Viagra, predvsem za zvečanje spolne želje pri ženskam, ki so v premenopauzi. O tem zdravilu se je veliko govorilo in pisalo, vendar njegova učinkovitost je okrog 30%, ima zelo stranske učinke v smislu, da povzroča nižanje krvnega pritiska, kolapse in tako, da zadnje čase se bolj opušča. Lahko pa se pomaga lokalno z različnimi vibratorji, kot klitorisna terapija za stimulacijo klitorisa, za moške in za ženske, se pravi vibratorje z namenom vzbuditi spolno željo. Tako je opisano, da določeni moški, ki imajo Parkinsonovo bolezen, so ugotovili, da lahko z preveliko uporabo levodope, se pravi z zvečanjem koncentracije dopamina, njegova spolna želja se zveča na način, da jo ne more kontrolirati. Tako da zdravniki, ki predpisujejo levodopa, so vedno pozorni na to, da se ne pojavi ta tako imenovani frontalni sindrom, ko tisti moški ne samo, da so spolno nevzdržljivi, temveč so lahko nagnjeni tudi, da se udeležujejo različnih iger na srečo in skratka ni to kontrolirano. Kot rečeno, če zaključimo, najbolj pomembna je stimulacija za moške in ženske, dodajanje hormonov, če je potrebno, zamenjava terapije, če je možno, in lokalni ukrepi. Kaj pa, če ta naša spolna želja ni usklajena, se pravi, če on vedno si želi seks, ona pa nikoli, saj utrujena pa se izpi. Ali pa da recimo on si želi neko obliko seksa, ki ni vanila seks, ni nežni seks, lahko si želi sadomazo ali nekaj drugega. Ženska temu ne želi in se pojavi ta diskrepanca med njihovimi spolnimi željami in temu se reče diskrepanca, ki potem lahko postane problem. Po definiciji spolna želja je biološka osnova, se pravi dogaja se v možganih, limbična, kortikalna in odvisna od hormonih, in fiziološke spremembe, ki nas ženejo, da damo iniciativo in sprejemamo spolne spodbude. To je definicija spolne želje. Psihološka pa je, da motivacija in želja, da smo spolno aktivni in da smo proaktivni, se pravi, da aktivno pristopamo temu problemu, da damo pobudo, kar je seveda odvisno od individualnih značajnosti obnašanja partnera, pričakovanj v partnerski zvezi in glede na vrednote, ki so v socialnem okolju. Se pravi, če temu pristopimo tako, ponovno pridemo do temelja seksualne medicine, biopsihosocialni prostor, se pravi, ni odvisno samo od našega telesa oziroma od čustev, zelo pomembno je v okolju, v katerem živimo. Saj vemo, da spolnost na javnih mestih ni dovoljena, ne pri nas. Se pravi, kako pristopati v tem primeru, če en se v spolni
spolnosti samo pritožuje, drugi pa je na to gluh. Ali tule najdemo moškega, pa tu žensko oziroma obratno. Kako pristopiti temu, da se tole nekako tolerira oziroma da se izravni? Ker vemo, da so moški v spolnosti večinoma sami na sebe orientirani, bolj zgodaj začnejo, več masturbirajo kot ženske in so predvsem vizualni tipi. Ženske v spolnosti smo pa bolj komplicirani, smo sami na sebe orientirani oziroma ta naša spolnost je odvisna od konteksta, vezana je na tisto, kaj se dogaja v partnerskem odnosu in ima več pomena.